sej, tako kot si rekel, ni zdaj samo to. Recimo, jaz slučajno sem pred časom najdel, mislim, da na Instagramu enega, ki otroke fuzbal uči. Ampak pol ima take kratke klipe, te motivacijske, ampak ne samo motivacijske, dajmo, ampak tako tudi malo globoke, glede te vztrajnosti, discipline, pa vsega tega. To so taki pravi. Pa učimo naredijo fuzbal. Tako da se strinjam s tabo. Imam par kolegov, ki še vedno imajo otroke, radi tekmujejo pa tako naprej, ampak so tako lepi učitelji, prav noter, lepi učitelji, da se jim lahko samo klanjam. So pač primorani ali so zbrali, da so v federaciji, ki je še tekmujo in tako naprej, super, ampak kako delajo z otroci, kako pazijo na nje in tako naprej. Ne? Problem je takrat, ko pride denar vmes. Če bi prišli milijoni noter tudi v tekmovanja karateja, bi se pa res potem še bolj pokvarilo vse skupine. Je tako kot je ta, kaj si prej omenil, tam MMA? MMA, ja. Ja. Tam je v bistvu to je narejen to je fabrika. Ja, za ogromne zaslužkarje. MMA, ja. Izhaja pa iz starogrškega pankracion. Pankracion je bila ena od vej goloročnega bojevanja starih Grkov. In sicer eno je bil boks, drugo je bila pokončna rokoborba na tleh, mešana rokoborba, pankracion, kjer se je tudi udarjalo. In vse to je pa izhajalo iz vojnega dela, ki se imenuje panmahija. Panmahija je bilo pa to, da si vse delal, kakor sem prej povedal o karateju oziroma borilni veščini, tudi z orožjem pa tako naprej. Ne? Torej izhaja iz tistega, ne? Ki v resnici najdemo pri vseh svetovnih borilnih veščinah. Indijskih, indonezijskih, kjerkoli. Borilnih veščinah. Zakaj tudi? Če se ti učiš samo en del ene stvari, si bolj varen in se utegneš prej naučiti. Če se utegneš prej naučiti, lahko tekmuješ, pokažeš na visokih nivojih to. Če imaš več stvari naenkrat, plus meditacije, filozofijo in tako naprej, gre stvar na videz počasneje, kar se tiče teh želja. Zato. No, pa tudi dejansko, ti si temu posvetil življenje in to delaš vsak dan, tako kot si rekel, nekomu res manjka časa. Recimo, jaz sem takrat, ko sem hodil v klub, sem hodil 3-krat na teden ali pa 2-krat na teden ali kakorkoli in jasno, že to je, že če bi hodil 7-krat na teden po 2 uri je malo, da bi vse to. 2-krat na teden, 3-krat na teden je pa sploh malo. Recimo, ker ko sem jaz bil, jaz sem pogrešal, ker si nas učil recimo z orožjem pa z nožem. Še zdaj imam doma izgubljast nož. Ampak to je bilo jasno, v celi sliki je bilo temu posvečen pač en majhen segment in nekako nisem dobil občutka, da sem jaz neki blazno profitiral od tega, ker ti si pokazal, pa tehniko, pa to, ampak težišče je bilo pa na karateju goloročnem. Tako, ja. In jaz se pa tudi nisem sam doma še 10,000 ponovitev naredil. Lahko bi bilo 10 samo. Stvar je v tem, da ko prideš ti na treninge borilnih ali zdravilnih veščin, ti ne prideš v telovadnico, ampak prideš v sveti prostor. Ja. Zato se prikloniš. Ta sveti prostor je tak prostor, kjer te nekdo informacijsko trenira v življenju in smrti in spoštovanju drugih.
informacijsko. To pomeni, če 2-krat na teden prideš k meni, ti dobiš ene določene informacije, medtem ko jih izvajaš, imam kontrolo nad tabo, te popravljam, ti povem, greš domov. Potem doma moraš delati. Garanje je doma. Garanje. Ali pa vsaj spomin, ponavljanje. Zato, ker borilne veščine so način življenja. In torej se moraš z njimi ukvarjati. To ne pomeni, da moraš delati samo tiste premike iz samobrambe. Ti medtem, ko kuhaš, lahko izvajaš borilno veščino na en določen način. Psihosomatsko, energijsko in čustveno. Ko se pogovarjaš z nekom, ko hodiš po cesti, takrat izvajaš borilno veščino. Ni da hodiš tako okoli. To je samo obramba, da te nekdo ne poči ali pa da ti nekoga reveža napadaš. Borilna veščina je vse. Kako ti vstaneš? Zakaj vstaneš takrat? Kako se umivaš? A se umivaš? Zakaj se tako pogovarjaš s tvojo sestrično? Zakaj se ne pogovarjaš tako lepo s čistilko, kakor s svojim šefom? Kaj je s tabo? To je to. To je ta higiena. Kadar ti daš to v življenje, je garantirano, da tvoja telesna tehnika, samoobrambna tehnika, se bo zboljšala, zato ker tvoj energijski nivo se zviša. In tvoja koordinacija uma, čustev in telesa se združijo. Tukaj delajo ljudje napake. Zato nekateri so dobri atleti, ampak ne bojo nikoli borci. Pika. Ja. Ne, to se strinjam, da je glavno delo doma. To je vedno tako. To ne more drugače biti. V hipu, ker to ni več tako družina, kot na Okinavi, kjer so praktično živeli in delali in bili skozi. Ali pa menihi, ne? Ja, ali pa menihi, ja. Moraš ti dobiš neko informacijo, bi moral doma. Je pa res, da realno življenje pa je, da ko ti priješ domov, imam pa jaz druge probleme z drugimi stvarmi in nekaj tega, recimo, da sem ozavestil dihanje, dihalne vaje tudi med hojo, med pogovorom, med vsem tem nekaj, to treniraš, tako, se nekaj izboljša, ne moreš pa recimo dobiti te proficiency, ne izpeliš, kakor bi si želel. Ja, kot bi si želel, recimo, da bi bil pa teoretično proti nekem nožu res učinkovita. To bi moral pa, to pa si ne predstavljam, da bi med kuho se naučil, bi moral pa narediti 10.000 ponovitev pod resnim mentorstvom. Minuta ima 60 sekund. 5 minut, 5, 6, 5. Ne, da bo je treba najti čas v času, to poznam tvojo logiko. 5 minut je 300 sekund, ne? Ja. Okay. Če v teh 300 sekundah narediš 100 počepov z brco, imaš psihosomatski trening. Absolutno. Ampak to pomeni, da ne narediš eno na sekundo. Imaš čas, ampak si vzemaš 5 minut za 100 brc s počepom. To je hud kondicijski trening, mentalni trening, koordinacijski trening. Zakaj mentalni? Zato, ker se moraš prepričati, da narediš to. 5 minut pomeni, da tudi se umiriš vmes. V 5 minutah ti napraviš lahko ogromno. Veš, koliko sklec se naredi v 5 minutah? Ogromno. Ali pa ponovitev. Ti se spomniš eno shemo, recimo, ki si se učil pri meni, ki je A, B, C, D, recimo. In si vzemeš 5 minut za A, B, C, D in greš najprej počasi, pol hitro, počasi, hitro. Ampak rečeš, tam je ura, 5 minut A, B, C, D. Boš videl, kakšna razlika. 5 minut. Ampak 5 minut pomeni, da greš od tukaj tja v WC, odpreš gate, se polulaš, malo razmišljaš, si umiješ roke, prideš sem, se usedeš, en šlukec, rečeš dober dan, to je 3 minute. Ja. Torej, kakor si rekel, čas v času, prostor v prostoru, se najde. Ne, sej s tem nimam jaz problema, da ne bi temu, poznam to logiko in tudi jasno, ko nekdo reče, ne umorem, ne utegnem, si to zbral. 5 minut paš vedno. Če si zdrav. Tako, ja.
Ne, hotel sem reči, na primeru, zato sem nož vzel, ker recimo to je tehnika, ki vem, da smo jo trenirali, obrambo proti nožu, nisem jo pa nikoli toliko obvladal in se mi zdi pa, da je to taka tehnika, da bi jo rabil pa več pod mentorstvom narediti, da bi jo sploh lahko jaz doma v 5 minutah potem še nadgrajeval, no, v tem smislu. No, prve osnove je treba dobiti, seveda, Tako, ja. in potem ponavljaš doma, kar se spomniš. In zato se reče vedno, izvajajte doma kot ponovitve, počasi najprej. In ne bojte se zmotiti, počasi. To potem pride spontano, kakor vsaka stvar. Res pa je, da vsak nivo česarkoli rabi svoj trud, svoj čas. Ti si s tvojo arhitekturo prišel zelo daleč, ampak ne takrat, ko si imel čas. Ja. Ti si vzel čas, ja. Da postaneš, obstaneš in zvišaš še svoj nivo v arhitekturi. Tako vsak od nas. Ne? Absolutno pa je borilna veščina nekaj zelo bogatega, kompleksnega in celovitega. Zato pa se je treba z njo kar ukvarjati. Ne ukvarjati 2 uri na dan, brez matranja, ampak biti prisoten. Če si ti prisoten, večkrat dnevno, tudi po 1 minuto, si takrat treniral. Na koncu se bo zgodilo, da boš prisoten pol ure, 1 uro, 2 uri. Prisoten, kakor sva rekla, ne pomeni, da ti mahaš po zraku samoobrambne tehnike, delaš različne stvari. Ne? Ja. Ker borilna veščina ni to, da si ti specialist v brcanju ljudi, klanju ljudi in tako naprej. Ne, to je killerstvo, kretenizem. Ja. Borilna veščina je nastala proti killerstvu in kretenizmu. In zato, da se jim lahko zoperstavi, mora biti kvalitetna, seveda. Ja. Proti temu. No, zdaj sem se spomnil primer, kaj sem hotel povedati. Recimo, ker sva Boken trenirala individualno, ne? In sicer samo enkrat na teden, ampak kljub vsemu 1-2, sem dobil toliko informacij, da tudi potem, ko sem doma ga treniral, Ja, ker si kar trajal. sem videl, da nekaj vem, nekaj znam, je bil neki efekt, to hočem reči. Ne? Ja, seveda. Recimo, ker noža sem se pa premalo dotaknil, da bi lahko... Ja, seveda. Bi moral Moraš vedeti, da recimo, takrat z nožem smo se mi učili samoobrambo proti nožu. Tako, se samo obrambo proti nožu. Ne delo z nožem. Tako, ja. Samoobrambo. Ker recimo isto je, pa ne isto, zelo podobno je, premalo sem imel 2 kratki palci v roki, z dolgo palco smo pa malo več, se mi zdi, delali, sem pa že neke osnovne zametke, tako da sem lahko potem že doma. Zato sta mi tudi danes še najljubša, prej sem tebe vprašal, kaj je tebi najljubše, ampak dobro, ti si, imaš celo plejado. Po obdobjih. Ja, ampak meni po estetiki mi je sigurno katana oziroma Boken, to mi je še zmeraj tako poetično. Ja, to je ena taka čarobna stvar. Čarobna stvar, ja. Pa po nekih gibih, pa po neki dinamiki mi je ta dolga palca. Ne vem zakaj, ampak takrat, ko si nam to pokazal, me je to prav očarala in to imam še zdaj, včasih jo primam doma, pa probam malo, ampak recimo to sta 2 stvari, ki bi jih poleg tai čija nazaj v moje življenje pripeljal. Bolj intenzivno. Veš, zakaj je dolga palica tudi? Dolga palica je mamica vseh orožij. Recimo v borilnih veščinah, ko povežeš goloročnost na orožje, se začne najprej malo goloročnosti, potem, ko vstopi, če se ima čas, to pomeni, če pride vojna, te mora naučiti streljati, te naučim streljati. Ampak, če imam čas, te bom začel učiti najprej z dolgo palico. Zato, ker je prva in zadnja med orodji. Dolga palica nas uči začutiti in razumeti sodelovanje leve in desne polovice našega telesa. Torej, simetrijo in asimetrijo. Harmonijo in neharmonijo našega telesa. Mi se niti ne zavedamo, da takrat, ko premaknemo eno roko, druga dela neumnosti. In torej, dolga palica nam to pokaže. Ker je dolga, imamo na razpolago večje in manjše premike. In torej nas uči, poleg tega, ker je velika,
in izvajamo velike gibe s celim telesom in tudi v korakih, mi razvijamo, odpiramo lepo, luftamo naše telo. In v obliki qigonga, dihalnih vaj, krasna stvar. Poleg tega ni nevarna, zato ker je dokaj varno orodje, nima špice, nima rezila in se lahko poigraš z njim. Je pa res, da se moraš paziti, ko delaš v parih, ker to je lahko tudi orožje. In ta je čarobna v tem, da te začne odpirati, učiti, te nauči opazovati samega sebe levo, desno, gor, dol in torej bi lahko rekli starejša sestrca. In iz te potem ti razumeš tudi lahko vsa ostala orožja iz dolge palice. Zato, ko končaš vsa orožja, se vrneš na palico. Palica modrosti, ne? Modrijani, ki imajo palico. In potem, ko še palice ne rabiš, jo daš proč in si spet goloročno. Torej, goloročno, palica, vse ostalo, palica, goloročno. Ja, super. Ja, ne vem. Katana mi tako sedi, ampak palica mi je res, sem zaljubljen v palico. Ne. Ker recimo nikoli mi, ker sem bil majhen, so bili najbolj popularni nunčaki. Zaradi Bruslija. Zaradi Bruslija so si jih otroci delali pa to. Ne vem zakaj, to mi nikoli ni sedelo. Nikoli me ni ne privlačil. To je kakor pri športih, kakor pri hrani, kakor pri filmih, kakor pri knjigah. Ena orodja ti pašejo, ti sedejo, druga ne. Mogoče zato, ker so vsem bila, jaz sem bil tako. Morda, ja. Pol pa za vse pol ni zame. Mogoče tudi. Ja. Zaradi Bruslija. Evo, viš, a ima Bruslij kakšen vpliv na te? Vpliv ne, je pa res, da je bil eden tistih ljudi, ki so bili vzorni vsem tistim, ki se ukvarjajo z borilnimi veščinami. In sicer, on je študiral različne borilne veščine. Kaj bi že on kung fu? Kung fu, ja, ampak on je najprej Wing Chun je treniral pri svojem učitelju, potem je pa šel študirati tudi boks in druge stvari in si je želel vse združiti. Zato njegov Jet Kune Do je združitev različnih veščin. Je bil pa zelo inteligenten, študiral filozofijo, je bil kulturno na lepem nivoju, moder človek, tudi če pri 33 že umrl, ampak moder človek. Sicer veliki ego pa je znal biti agresiven do ljudi in to ga je malo hecalo in zato je potem tudi nasankal delno v življenju, ampak je bil izreden atlet, je dokazal, da se da, če se želi, da se da veliko stvari narediti potom uma in potom volje. Ne? In torej, z teh vidikov, tudi njegovi filozofski stavki, citati in tako naprej, to je ena osebnost, ki jo je za pogledati. Potem, če se strinja z njegovim karakterjem ali ne, ali če hočeš trenirati eno drugo veščino ali ne, to je druga stvar, to je relativno. Ja, on je bil, no pa jasno, Chuck Norris. Ja, pri nas v Sloveniji če se hočemo dobro voljo spraviti, se da Chucka Norrisa, ja. Treba je pa vedeti, da je bil on eden najboljših zgodovinskih atletov. Ja, vem. Prav velik atlet, tudi dober učitelj, vzgojitelj ljudi. On je franšizo naredil, ne, on je imel veliko šol. On je dobro, kvalitetno učil, je zelo globoko verjel in tudi spoštoval idejo borilnih veščin. Seveda potem je začel delati filme, ko delaš filme, moraš nekatere stvari pokazati, določene neumnosti izvajati, določene neumnosti povedati, ker ti rečejo, in potem nastanejo vici in tako naprej. Ampak vici na njegov račun so nastali zato, ker je bil v resnici tako kvaliteten, da se je začelo že s hecom. Zaradi tega, ne? Ampak če ne, to je bil izreden atlet, dober učitelj, pedagoško je bil kvaliteten do učencev in tako. Se mislim, da ni vicev na njegov račun, ampak so vici od njema, ne? Ja. Se tukaj pri nas v Sloveniji bi lahko napisal Biblijo o tem. Ja, mislim, se po moje, ne vem, če to je stvar Slovenije, mislim, da to je svetovni fenomen, ne? Ja, delno, malo tudi v Italiji, malo, tukaj sploh,
za naokoli pa ne vem. Po svetu. To je svetovno. A je? Ja. Koliko sklec je naredil Chuck Norris? Poznaš to? Ne vem. Vse. Točno so mi jo povedali. Kaj dela Chuck Norris, ko sklec se dela? On se ne vzdiguje, on zemljo dol potiska. No in takih imaš neskončno. Se pravi, jaz, če moram dobre volje ratati, sem rečem, da mi 10 vicev s Chuck Norrisom, sem izmer hilarious. No in tako se ga je prijel, in on jih ni, to ni bilo na njegov račun, on se je zabaval v njih tako, kot vsi ostali. Ampak ravno zato, ker on je bil izreden atlet, učitelj, mojster. Hud tekmovalec. Ja. Hud tekmovalec. Poznaš tisto anekdoto, ki ga je, a si gledal ta film, ki sta z Bruce Leeom se borila na koncu? Si gledal? No, ampak kako je do tega prišlo? Bruce Lee, ki je takrat že bil v Hollywoodu, ga je povabil, da bi čakal, ker sta bila prijatelja, da bi sodeloval v filmu. Pa je Chuck rekel, ja, bom, seveda, ni problem. Kaj pa bo? Ja, nič to, pa pa tret, pa na koncu pa midva boriva. Chuck rekel, aha, midva se boriva, kdo pa zmaga? Pa je Bruce Lee rekel, ja, valjda, da jaz. Ja, seveda. No, se sta pa vse in tako je bilo, no, ampak sem prav čakal, enkrat poslušal, ki je o tem govoril, se tako tudi on zabaval. Ja. Ok. Yes. Čak, še tole sem te hotel. Zdaj, precej sva že v klubu, no, ampak tam zdaj, ko sem gledal, da bi, ko bom mogoče mečkem več časa, pa nazaj začel kaj in sem gledal za tai chi, pa sem pa videl, kaj vse je. Ti imaš tam zdaj od, se pravi, karate je itak, začetna skupina, pa... Karate imam barvene pasove in črne pasove, oziroma otroke. Pa črne se pol tudi ločijo? Ne, imajo skupni trening. Potem seveda tokom treninga dobijo svoje programe. Potem pa imaš tai chi? Tai chi, 2 skupini. Potem imam 2 vrsti qigonga. En je splošni qigong, to so zdravilne energijske kitajske vaje, to je odprto vsem. Telesno so... Kako to odprto vsem? To pomeni, da kdorkoli lahko pride, tudi starejši človek, bolan človek, poškodovan človek, lahko pride na ta tip treninga. Zato, ker telesno je srednje zahteven. Malo ali srednje zahteven. In torej je nalašč tako narejen program, da lahko kdorkoli se nam pridruži, zdrži trening, naredi veliko dobrega zase in tako naprej. Drug način qigonga so pa živali, animalija. To so pa starodavni stili premikanj in dihanj živali, različnih živali, ki so v starih časih pripravljali ljudi, ali šamane, ali bojevnike, da so postali nadpovprečno močni. In iz tega potem so nastali stili, borilni stili. To pa imamo samo za tiste, ki so močneje pripravljeni, ker telesno so to zahtevne vaje. Aha, in to se je zdaj prav razvilo v cele treninge, ker takrat, ko sem jaz hodil, takrat tega ni bilo in takrat jaz sem šel na tvoj prvi ta seminar, ki si ga naredil tam. Uradno sem živali na ta način začel pred 3 leti. Jaz sem to začel kot svojo raziskovalno nalogo osebno pred 34 leti. To sem začel. Ker v začetku, ko smo se začeli učiti karate, se je govorilo veliko o živalih in to je mene vedno fasciniralo, ker ljubim živali. In v začetku nismo našli odgovorov, kje v karateju to, kje v karateju to in tako naprej, dokler nisem potom joge začel najti informacije, potem qigong, tai chi in tako naprej, sem vedno več in to je bila moja življenjska raziskovalna naloga, dokler nisem sestavil s pomočjo učiteljev, knjig in tako naprej. In odločil pred 3 leti, da bom začel to uradno učiti tudi kot skupino, zato ker tudi jaz se staram,
enkrat bi si želel to deliti, evo, tako sem rekel. Ja. V normalne treninge pa to dajati, ja, dajemo, recimo pri otrocih se uči glede na to žival, kako se premika, kako se valja in tako naprej, ampak niso pa to celi treningi, to so pomožni treningi. Pomoč pri treningu. Pomoč pri treningu pa zato, ker nimamo 5x, 6x na teden po 2 uri, ampak je manjkrat in v tistih minutah moram dati človeku čim več informacij plus telesnega dela, da lahko pride domov, pa nima prepolne glave ali karkoli. Zato sem potem to vzel in dal kot posebno stvar. Okay. Orožja so pa ekstra. To je tak, mislim, orožje ni, to je individualno samo. Ne, orožje individualno učim, ampak recimo pri tai chiju, višji skupini, učimo dolgo palco, kratko palco in ravno sabljo, višja skupina. Aha, ravno sabljo. Pri karateju pa trenutno imamo nož, dolgo palco in kratke palce smo delali. Sedaj počasi se pripravljam, da bi s časom začel še ostale orožja. Pa pakva. Pakva pa je nekaj posebnega. Ja. Nekaj posebnega, zato ker pakva ni stil, ampak je višja metodologija vseh borilnih veščin. Dajmo si tako predstavljati. V osnovni šoli te učijo zgodovino Slovencev toliko strani. Potem zgodovino. Ja. Prideš na gimnazijo, imaš toliko. Zgodovina. Se vpišeš na univerzo, imaš toliko. Zgodovina. To in naprej je pakva. To pomeni, kdor želi študirati kot borilno veščino pakva čang, mora že poznati vsaj eno drugo borilno veščino in se mora znati že boriti. To je prvi predpogoj. Od nule ne more začeti. Razumem. Drugi predpogoj je, da ima eno določeno predispozicijo za koordinacijo. Zato, ker so to zelo telesno kompleksne tehnike. Se ne govori o kondiciji ali mišicah, ampak so zelo kompleksne v prostoru. In zajema vse stile, noter so stili živali, ampak s premiki, ki so zelo prefinjeni, kompleksni in zahtevni. Zato to ni za vse. Ja. In zato še vedno učim samo par ljudi, učil sem več ljudi, ampak ne sprejemam kar tako. Trenutno recimo učim 5 ljudi in trenutno ne sprejemam drugih, zato ker bi sleparil. Razumem, če bi sprejel nekoga in priredil program iz pakve za začetnika, bi pomenilo, da trgujem. Razumem. Zdaj govorimo o borilni veščini. Obstajajo pa v pakvi določeni premiki v krogu, kjer gledaš v sredino kot oblika qigonga in meditacije in to lahko učiš pa kogarkoli. To pa ja. Pakva krog. Zato, ker ta veščina je povezana na določene ezoterične, magične kroge taoističnih sekt iz starih časov. Oni so bili magi, alkimisti, zelo povezani na astronomijo, astrologijo, na naravo, so poznali naravo, so imeli posebne rituale, obrede in ker so se znali tudi boriti, so dali, glede na katerokoli drugo veščino, noter program in so ga izluščili. To je pakva. Zato je toliko več. Zato je težko jo učiti in se jo naučiti. Ja, to je... To je princip. Potem nekdo lahko dela, kar hoče. Lahko uči loleka, boleka ali karkoli, ampak princip je pa ta. No, to, kar si zdaj govoril, to sem zmer zavidel ljudem. Vsak ima kakšne danosti. Kakšne imaš, kakšne nimaš. Recimo, moja ta motorika, pa muscle memory, se pravi mišični spomin, recimo, to je pri meni zelo švoh. Preden si jaz zapomnim nek gib, to je
to traja in traja in traja in traja in traja. Hvala Bogu, ne moreš biti perfekten, ne? Bog je eden. Ja. Vsak od nas ima nekaj super in ima nekaj, ki ni super. To sem zmeraj občudoval, recimo v klubu ljudi, ki jim je pa to bilo, ne vem, recimo, koga bi dal. Recimo Drejc mi je bil tak tipičen primer. Fuck. On ima koordinacijo dobro, ja. On ima mislim, pri njemu tudi vidiš, da nekdo dejansko se nima samo koordinacijo, on je tudi to veliko vložil. A seveda. On vlaga v klubu in doma in skozi in miselno in dejansko. Ampak vidiš, da s tem vložkom, jaz sem ga občudoval vedno, ko smo imeli te borbe, ker zmeraj se, ker človek to sprašuje, pa ker ni resnega klofanja, se vprašaš, a bi to delovalo na ulici. In jaz sem si zase razčistil, verjetno, če bi prišel do kakšnega bulja, ne bi prav nekaj delovalo, zato ker ne bi. Bi pa delovalo v smislu, če pridem še do enega tazga, kot sem jaz, pa če jaz to znam, on pa ne, v tem primeru bi imel pa jaz v prednosti. Pri Drejcu si pa videl že tam, da on je sorazmerno lahek, majhen, droben, ampak je z vso to tehniko z lahkoto obvladoval v klubu, v tem sparingu, veliko večje. On je s 5 letom začel trenirati. Ja, in to je redno treniral. In to ti pa res da nek benchmark, da vidiš, da... Okay, ja. Ja, seveda. Kakor tudi drugi njegovi kolegi, ne, ki so bili... No, se njega sem se zdaj spomnil. Zdaj si se spomnil, ne, on ima dobro koordinacijo, ja, pa vsaj tistih časih je ogromno treniral, pa mlad začel. A veš, ko si športnik, pa mlad začneš, morajo se pokazati. Ja, normalno, je treba, ne? In v tem je stvar, ne? Ja, no, to je pa druga stvar. Nisem vedel, da je tako kot mlad začel. Takrat se ti usede, ne? Jaz recimo... Speda, kot otrok je šel uspel. Tipično je, jaz sem kot mlad začel smučati in smučanje mi ni problem. In danes lahko smučam karkoli, mislim, ja, mi ni problem. Ne ekstreme, ampak v redu. Kot starc sem se lotil windsurfati, sej, fante so me spravili do nekega nivoja, da sem se pelal, da sem celo vodni štart, pa to sem jaz nikoli. Ker sem se to lotil pri 45, ne bom vozil. Ja. Ne, mislim, ajde, če bi se namenil, pa samo temu po svetu, verjetno, da tudi bi, ampak nimam pa čas samo temu se posvečati. Ne. No, ampak to, tako da dejansko vidiš, da ko nekdo toliko vlada, kot ko delaš na sebi, mora se poznati, ne nekje, v čemer koli. Vlada dejansko nekoga, ki je 30 kg težji, 20 cm višji, pa tudi trenira, pa ga on še zmeraj lahko vlada. To mi je bilo pa fascinantno. Zato, ker tukaj se gre za znanje, ne? Se gre za znanje, je pa treba nekaj vedeti. Realni trenutek v življenju, to pomeni, ko se nekaj zares zgodi, tisti trenutek lahko spremeni veliko stvari. Ok, ampak to pa ne moramo vedeti, dokler se to ne zgodi. Ja. Zato se pa skuša v telovadnici čim bolj približevati situacijo realnosti, posebno z rednostjo treningov, zato da si ti psihološko sposoben nekaj narediti, bolj kot fizično. Psihološko. Ne? Recimo, ti imaš določene ljudi, ki so psihološko zelo utrjeni, zelo močni, trdni, zato ker imajo en določen tip življenja. In ali so nekaj doživeli, pa so na nivoju, recimo, če govorimo o karateju ali karkoli, nižjem nivoju kot kolega. Ampak, če se bo nekaj zgodilo, ta bo popapil tega, pa še 2. Zato, ker mu je življenje nekaj dalo. Zato v naši v naši šoli, jaz govorim, eno je bojevnik, drugo je športnik. Ker pri borilnih veščinah ti moraš tudi živeti bojevniško. Če si samo dober atlet, če se zgodi nekaj hudega v življenju, ti boš skolabiral tam. Ne boš rešil situacije tu, s čimerkoli, s komerkoli.
In torej moraš paziti, da to daš v življenje. Ne? To je zelo pomembno razumeti. Veliko krat se gleda tudi na treningih, ta je boljši, ta je slabši, ta je hitrejši, ta dela špadgo in tako naprej. To je vse res. Bravo, 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 bravo. Ampak, kakšen spirit ima ta, kakšen duh ima ta, kakšen karakter preživetja, kakšno moč preživetja ima ta, kako se obnaša ona v življenju. Tukaj potem vidiš, zavohaš, kaj bi se zgodilo v realnem trenutku. Tukaj vidiš. Ne vidiš po špagi, po visoki brci, po kilometrih, ki jih eden prelaufa. Ali ti si dal primer kolega, ki je zelo kvaliteten v premikanju, pa tako naprej. To je vse res. Ampak v življenju je treba paziti, kar se tiče borilnih veščin, prav tega, spirit noter. Ta spirit je pa povezava tvojih treningov na življenje. Torej, če jaz treniram, sem karateist, sem močen, dobro. Moram biti tudi v šoli močen, moram biti v pogovoru s poslancem močen, moram biti prijazno močan s čistilko, da se ji zahvalim, da jo pohvalim. Moram biti močan takrat, ko se mi zgodi nekaj hudega in jaz udarim po mizi in tako naprej. Evo, to je borilna veščina. Potem tvoja tehnika velja nekaj. Potem tvoja špaga velja nekaj. Potem tvoja kondicija velja nekaj. Potom tega velja nekaj. To je borilna veščina, to je boj. Ne? Če ne, je izredno atletstvo. Izreden športnik. Ampak tisto je drugo. Zakaj sem hotel to povezati? Tudi zato, ker ti si rekel, da si se manj učil in da si bil v manjši formi, v slabši formi, kakor tvoj kolega, ne? Ampak moraš analizirati sebe, kaj si ti doživel že v življenju, če si doživel močno in pogumno in glede na to, kako bi se lahko v realnosti soočal s tem ali podobnim ali drugačnim človekom. To je zelo pomembno v borilnih veščinah razumeti, ker na ta način tudi spoštovanje med kolegi je drugačno. Razumevanje lekcij se strani učenca je drugačno. Ne? Pristop učitelja mora biti pravi do učencev, da jim to razloži. Borilna veščina je to. Ja. Jaz na tekmovanjih, ko sem tekmoval, se mi je zgodilo, da sem premagoval ljudi, ki bi me na cesti namahali. In sem zgubil z ljudmi v bojih, katere bi na cesti njih in njihovo družino namahal. Naprimer, ne? Razumem. Čeprav je tekma dokaj realna stvar, ni hec, ne? Ja. To ni hec. Ne psihično, ne fizično. Ampak življenje, ki zna biti zelo kruto, ti pokaže, kako si treniral ti karate. A treniraš karate kot pot ali karate kot atletski del. Ne? Ja. Življenje ti to pove. Ne? Tam pokažeš, kakšen karateist si. Karate, karkoli, judo, karkoli. Ne? To. Res je, zelo Vse to se vzgaja, to je pomembno. Ne? Ja. In to govorim vedno lastnim učencem. Od najmlajših do najstarejših. Te stvari moraš paziti.